To je na šola, enkrat prenese cel faš. Je pa res, da so nekje, ko smo gostovali s temi, zelo pomembno, no, pa ne tam v tistih lokacij, kjer se deluješ, kjer gostuješ, da imaš nekoga, ki je v bistvu kooperativen. Ne? Jaz sem recimo osebno več pričakoval teh domov upokojencev na tega. Recimo tudi je bila anonimka nekaj, oziroma ta skrinica v nekem prostoru, ker pač 2 meseca pa ena stvar ni noter šla, ne? Pa je bila v zdravilišču Dobrna, so dali ene druge ankete noter, ne? To pač moraš delati, v tem primeru, ne, moraš delati s tistimi, kjer gostuje, ne? Ponekod pa je fajn, recimo, super mi je bila, recimo, praksa, če še to povem. Da ne bomo predolgi konkretni primer, kjer bi sem eno kratko vprašal. Ste pridobili pravno mnenje, če ste lahko te ankete uporabljajo v raziskovalno delo? Ne. Glede na to, na težave sedanjih arhivskih zakonov in varovanja dokumentov, pa po domače bom rekel, punca se tista zdaj s fantom skrega, gre ta narazen, je ta anketa neuporabna, ker imaš dovoljenje tistega fanta, da lahko to anketo uporablja. Sam ni fant omenjen, je mišek, ne, a več ni punca se podpisala, ne, a več to je nek način bil zaradi tega, ne. Ampak pa pridemo pa na stvar tistega JBP-ja, ne, ki twittersko-facebookovskega, ne. Ja, pa nimaš človeka tukaj, na katerega bi oprl, da imaš do koga, tožil, da bi do koga, ne, imaš... V redu, gremo na naslednjo točko, da ne bomo izvolite. Pozdravljeni še z najne strani. Letos mineva 50 let od dogodkov v letu 1968, ki se seveda po Evropi različno pridružujejo. In naša hiša se pridružuje tej obeležitvi z vključitvijo v projekt v iskanju svobode 1968-2018. Zdaj smo pač eden od 5 partnerjev. Poleg nas je vodilni partner tudi Slovenije, to je založba Belettrina. Iz Varšave se vključuje Hiša srečevanj z zgodovino, iz Barcelone pa Fundacija solidarnosti Univerze v Barceloni. Zelo pomemben partner zraven je tudi portal MMC-RTV Slot, včeraj je bila Maja Kač že na zborovanju, tudi to omenjeno, no? Skratka, oni s podportalom v iskanju svobode pač dodatno popularizirajo spomin na te dogodke leta 1968. No? Trajanje projekta je približno 14 mesecev, če smo letos januarja, končujemo zadnji evalvacijami in poročilo naslednje leto februarja. Projekt je podprt strani programu Evropa za državljane, namenjen, jasno je pa mladim, predvsem do 35 let in potem njihovemu stiku z generacijo, recimo akterjev dogajanja 68, torej gre za en tak medgeneracijski dialog, no, ki je pomemben cilj tudi projekta. No. Torej, v bistvu, mi smo želeli na ta način predstaviti leto 68 in dogajanje pri nas, pa ne samo leta 68, ampak okrog, tudi pri vseh partnerjih se je pokazalo, da to v bistvu varira, da se še malo prej, malo kasneje, ali odmeva malo dlje. Lahko bi ga prikazali na kakršenkoli drug način, ampak mi smo želeli umestiti Slovenijo na mednarodna tla in bi prikazati tudi v drugih državah in to bi edini tak način možen. Torej, fokusirali smo se na študentske proteste v tem času in seveda na zgodovinske dogodke iz tega časa, na vire, na karkoli drugega in ustvarjati nek dialog med akterji iz tistega časa, torej tisti, ki so bili aktivni leta 68 in okrog, in mladimi, narediti tak most med njimi. Seveda smo poudarki dali torej na države, ki so vključene v ta projekt in smo poskušali nekako spodbuditi pri mladih, da bi začeli razmišljati o svobodi, demokraciji, o teh nekih pojmih, ki se danes zdijo zelo samoumevni. Sami elementi ali pa aktivnosti projektov so bili razdeljeni med partnerje, ne? Predavanja in debate so bili eno od aktivnosti, potem naša hiša konkretno je bila zadolžena za potujočo organizacijo, no, pa za narediti potujočo razstavo, pa za Instagram natečaj, s tem se je Urška predvsem ukvarjala. Ne. Jasno, kot že omenjeno, MMC-RTV podportali skrbijo za spominski arhiv. Knjiga esejev različnih generacij bo predstavljena in izdana letos na knjižnem sejmu novembra, no. Medtem ko modul študijskih delavnic je pa v domeni partnerjev iz Španije, ne, se zdaj tudi počne napravljeno. Zadnji dve točki se pravzaprav še pripravljata, nista končani, zato ne bomo govorili o njih, bomo pa povedali na kratko o tem, kar smo mi počeli, kjer je bila Maja.
osnova za vse ostalo so bila predavanja in debate na način, da so v bistvu iz vsake države vzeli po enega strokovnjaka za obdobje. Zaljeno je bilo, da je bil akter leto 68, ampak pač to ni šlo najboljše skozi, da bi smo dobili 3 strokovnjake za to obdobje vseh 3 držav, ki so šli potem v vse 3 države predavati in v vsaki državi jih je moderiral in potem koordiniral debato eno od študentov, ki se pa ukvarja s to temo danes. Tako da smo že tam dobili en ta dvojni pogled od nekoliko na danes in pa tudi v bistvu poanta teh predavanj je bila nekako spet debata na koncu z mladimi. Torej, da bi dobili neko refleksijo na ta čas skozi oči ljudi, ki so danes aktivni, recimo, ki bi lahko bili danes tisti, ki bi šli na ulice. Vsi trije predavatelji so bili v bistvu Mary Nash iz Španije, Piotr Sejka iz Poljske in dr. Hrvoje Klasik za Slovenijo, ker se s to temo, Jugoslavija Slovenijo, ker se s to temo najbolj ukvarjali. Mi smo bili odgovorni torej za mednarodno potujočo razstavo in v bistvu v resnici bi lahko naredili razstavo samo za Slovenijo, pa bi dovolili naš prostor, ker v bistvu to je prva omejitev pri nas je prostor in potem smo ugotovili, da omejitev pri vseh je prostor in smo se mogli zelo držati enih majhnih okvirov. Zraven tega obdelati 3 teme, velike teme, torej 3 velike države. Tako da v bistvu v osnovi vseh stvari, ki smo jih imeli za narediti, smo sklepali velike kompromise. To je prva stvar, ki je bila zelo boleča za Majo, ker pač zraven tega, da smo hoteli vključiti še fotografij, razstava temelji iz fotografij, iz arhivskih gradiv, kot so časopisni, izrezki, karikature, pričevanja in tak dalje, videoposnetki. In na podlagi tega smo potem naredili razstavo. Izbrali smo si v bistvu 3 glavne fotografije za vse 3 partnerje, torej samo za ilustracijo, ki nekako odražajo, nekako udejanjijo, kako so se dogajali ti protesti. Pri nas so bili pač sitini na Poljskem in Burno in to zelo kratek čas, potem so jih pa zelo močno zatrli. V Španiji je šlo pa preko zelo različnih načinov, pač Španci so si izbrali v tem primeru preko kulture. Čeprav je bilo vse možne oblike protestov so bile pri njih. Zraven smo v bistvu te naslovne fotografije podkrepili z približno 9 fotografijami na partnerje. S tem, da pri nas je še to, mi sodelujemo z Muzejem Jugoslavije in smo jasno tudi beograjske fotke privabili z tistega dogajanja in vse je bilo tam precej hujšno kot pri nas. Tako da tudi to je bila že ena od omejitev. Ja, dokumentarne posnetke smo dali v film, tukaj zgoraj mogoče vidite, je pa časovnica, kjer smo v bistvu te proteste vključili noter v dogajanje na splošno v svetu, to se pravi čisto za eno tako orientacijo. Ja, poskušali bi se smo tam, kjer zavibrirajo, se začnejo trip, tam so bili protesti, sicer smo pa dodali tudi druge dogodke, sploh za mlade, da se obvesti, kaj se v tistem času dogaja, da so to dobili neko občutek. In s to časovnico smo potem tudi lažje prikazali na širše, da ni, torej protesti niso bili zgolj, če najprej, če pomislimo na leto 68, je večinoma tako, da se pomisli na Francijo pa na Pariz. To se ni dogajalo samo v Parizu, ni se dogajalo samo v Evropi, dogajalo se tudi v Ameriki in v celem svetu v bistvu. In želeli smo torej izpostaviti te 3 države, ki sicer ne bi mogoče bile toliko izpostavljene na mednarodni ravni, torej Poljska, Slovenija in Španija. Zraven tega, da smo malo popestrili razstavo, smo dodali, čisto vrhu se vidi, rekonstrukcije takratnih protestnih plakatov, torej transparentov. Dali smo jih kar v osnovnih naših vseh velikih 3 držav, potem smo jih pa pač predajali in pa naredili smo enkrat časopise, zgolj dodatni razstavni material, kjer smo zbrali vse te arhivska gradiva, ki nismo imeli kam dati v resnici drugam. Časopisni izrezki, naslovi, karikature. Zanimivosti, no. Obenem smo potem, no to je zdaj že iz Varšave, kjer se razstava izteka do 30. septembra. Zdaj vsaki se prilagodi na prostor in res glavni elementi razstave prihajajo naprej. Ampak je bilo zelo zanimivo videti v drugem prostoru isto razstavo. Potem pa smo razstavo obogatili z natečajem na Instagramu, kjer torej mladi danes so, pa ne samo mladi, kot starejši, ampak je večinski del še mlajše generacije, točno te ciljne naše, ki je bila naša fokusna skupina. Od februarja do maja je potekal natečaj, prejeli smo preko 300 prijav, 300 pač fotografij na temo, kako iščejo danes svobodno. To je bilo možno od tega dobiti, ali iščejo preko tega, da so udeleženi kot spektator, gledalci na protestih, ali so sami del tega, ali na kak drug način iščejo svobodo, pač to je bilo zelo odprto. Dobili smo prispevke
od Armenije do Amerike, torej praktično iz celega sveta. Izbralo se je glavne 3, ki so zdaj torej sestavni del te razstave in bo tudi sestavni del fotomateriala za knjigo, ki bo izšla malo v slovenščini in angleščini. In odražajo v bistvu nek princip, kako se danes gleda na proteste. Zraven tega je na razstavi še 43 drugih fotografij, ki so prišle v ožji izbor in s tem v bistvu poskušamo nekako narediti rahel prehod na to, da potem naprej vprašamo vse obiskovalce razstave na steni, prosimo iz grafite, torej ne porišajo modelsko steno, da nas je bil to El, s svojimi mislimi o tem, kaj jim pomeni svoboda, torej kaj tebi pomeni svoboda. In če na začetku, vidite, 16. junija ob otvoritvi je bilo tako, beseda 2, smo 16. augusta pač ugotovili, da ni bilo več kančka stene proste. Tudi na drugi strani od vzada je bila cela popisana, popolnoma cela. S tem, da je to prosti. Jaz samo prekinjam, to je obdobje, v bistvu, ko je pač čez poletje veliko pač tujcev, in tudi njimi veliko Špancev, Kataloncev. In tudi, ko so videli pač fotografije iz Barcelone, so bili tudi precej dejavni in ganjeni zapisi na tam. Torej, zraven takih Trump out, pa nekaj sred, pa kakih srčkov pa podpisov, ker pač to so manjši otroci uživali v tem, da lahko čečkajo v stenah muzeju z navadno kredo, je bilo ogromno res takih zelo premišljenih čustvenih zapisov o svobodi. In zdaj smo veseli, ker je v bistvu na Poljskem nadaljujejo s tem in zbiramo, kaj se piše po vseh teh zidih, tudi če čakamo na Barcelono, ki bo od novembra do konca leta. In bomo potem v bistvu nekako eno mini analizo naredili, kaj so ti odzivi, pač ravno tih srčkov pa ostalih stvari. Že prej omenjeno, ta podportal na NMC-ju z istoimenskim naslovom Iskanje svobode je kar precej žipaven, kljub temu, da se ne more primerjati, kot je bilo tudi včeraj na okrogli mizi rečen, pač s prispevki iz prve vojne, vse je to bolj živo, pač akteri so še tukaj, ampak vse se najde kar veliko zapisov, čisto osebnih pač akterjev takratnega dogajanja, pa so objavljeni intervjuji, dokumentarni filmi, ki so se tudi v tem obdobju predvajali na nacionalni televiziji, tako da zelo zanimivo branje. Kar je za nas pomembno v bistvu to, če bi se sami lotili tega, ne bi na nobenem mediju prišli toliko krat do spredja, kaj še ne, da bi imeli na nekem podportalu odprt samo za nas praktično. Ker v bistvu prioritetno so slovenske teme, so pa tudi stojine, logično. Zraven tega pa nam odpira vrata do akterjev, do katerih pač naših evidencah jih nimamo, in nam na drugih kanalih prihajamo do ljudi. Tako da v bistvu, lahko bi se lotili na kakršenkoli drug način, ampak ta način recimo ima svoje prednosti in svoje pomanjkljivosti, ampak se mi zdi, da daje en drug aspekt, pa malo razumešča Slovenijo, pa majhnega človeka v veliko zgodovino, malo širše, pa v bistvu sploh to, da je v drugi državi. Hvala. Vprašanje za kolegica, bom kar sam začel. Torej, ali je bilo uvodno pri tem zgodovinarjih, kaj je bilo stanje, izhodišče, protest proti nečemu, kar ti ni všeč, ali protest proti čemu je upravičljiv? Torej, kaj je bilo izhodišče tega? In ta drugo, ali je v projektu na koncu predvidena tudi, bom rekel, čisto domače rečeno, analiza vseh teh grafitov in napisov, proti čemu se je vredno upirati? Ja. Itak so na koncu predvidene tudi evaluacije, vse skupaj zdaj dejansko se je pa tekom projekta pokazala, da je ta stena zelo zanimiva. Nismo na začetku po pravici povedano računali na nekaj tacga, ampak zdaj se je pokazalo, to videli bomo še kaj v Španiji in mislim, absolutno smo tega tudi lotili. Pri nas se je zelo jasno videti, da je bilo ogromno objektov situacijo v različnih držav. Pač res lahko se vidi Amerika, lahko se vidi prav lahko z kjer držav so prihajali. Drugače, za te stvari so bili pa osredotočeni na širše dogajanje v družbi v tistem času. Torej, zakaj je vrelo, kaj je bilo tisto, za kar so se pripravljeni ljudje podati na ulice in kako so se podali na ulice in kako se je v bistvu tretiralo to. Ker na Poljskem se to izjemno hitro na kratko zatrlo, pri nas je bilo izjemno miroljubno v resnici, sožitno skoraj. Mislim, kaj računamo pri nas? Pri nas mislim, Beograd smo zato tudi vključili iz tega vidika, da prikažemo dve sliki. Ravno to se misli, ker imamo zdaj primer izhodišče, seveda polske vlastene se
hujša 71 dan tako, ne? Ja. Torej, in tam so seveda vprašanje delovskih pravic, poleg človekovih. Pri nas v Čudovoj Jugoslaviji v Ljubljani so študentske pravice, oziroma študentski status, dočim v Beogradu imamo že klasični nacionalizem, ne, to domače rečeno. In seveda Španija imamo problem dosti s frankizmom, odrašča mlada generacija, ki hoče normalno živeti in hoče biti vključeno v svet. Dočim predvidevam na teh panelih, ko ste rekli na listih, da so danes bolj vprašanje Katalonija, Španija, to pa pravica, ni? Ne, zato ker je fajn, da pa Perič, ki je v bistvu malo vseeno, malo disciplina, gledano, ravno leta 68 se preselila iz Irske v Barcelono in ima en drug vidik, ki je v bistvu bolj izpostavljala, takrat so se začela izjemno močno LGBT gibanja in so se pa plus to se je hodilo v Španiji, da so se študenti povezali z delavci, zato zgodaj že in so v bistvu skupaj protestirali, da se te aspekte vzdirajo, kar je bilo zelo zanimivo. Še kakšno vprašanje? Najlepša hvala za to lepo predstavitev, ki je mladi bolj dosegli od terenih, smo še vedno med tužarimi pa malo in upravljamo Instagramu in takimi zadev, vsega ne moramo preveriti. Hvala.